Živijo tukaj Valentin, ura je 10:16. Ja, malce se je shladilo, tako da bom zdaj počasi začel tudi s kapo in rokavicami okoli hoditi. Poslušal sem intervju z Pajkom in zanimivo je, kakšno vlogo so imeli pajki v zgodovini stvarstva. In tudi če se pogleda Indijance, imajo neke vrste pripomočka, ki mu pravijo lovilec sanj, ki je zelo podoben pajkovi mreži. Torej na nek okrogel obroč spletene nitke, vrvice, in ti lovilci sanj naj bi imeli določeno funkcijo odganjanja zlih duhov, torej da človeka varujejo pred hudim. Ne vem, koliko ti lovilci sanj v resnici delujejo, vsekakor je pa zanimivo, kako so pajki imeli primarno funkcionalnost vohunjenja glede tega, kaj se dogaja na tem svetu, zakaj so sploh bili potrebni vohuni oziroma vohunski sistemi za nadzor dogajanja na tem svetu. Kajti večina živali so v bistvu bile ustvarjene na osnovi te funkcionalnosti, da bi določena bitja, ki so igrala vlogo stvarnikov, imela povratno informacijo, kaj se tukaj dogaja, da lahko potem posežejo, reprogramirajo zadeve, preuredijo, da se stvari odvijajo v tej smeri, kot so si zamislili. Stvar je v tem, da ta bitja, ki so igrala vlogo kreatorjev, so bivala v drugih dimenzijah obstoja, ki so bila čiste energetske dimenzije, čista energija, zato, ker so si predstavljali, da bodo lahko na ta način večno bivali v takem okolju. Energija se je seveda kanalizirala in ustvarjala iz materialne dimenzije obstoja, iz materije. Vendar pa oni osebno niso mogli več nadzorovati, kaj se tukaj dogaja, na ta način, da bi se teleportirali ali manifestirali v to dimenzijo, zato ker se je ta osnovna dimenzija začela vse bolj zgoščevati, in zato, ko si bil nekaj časa v tej dimenziji, se je telo bitja, ki je prišlo sem, zgostilo, materializiralo in potem si bil ujet v tej dimenziji. Nisi več mogel iti nazaj v drugo nesnovno energetsko dimenzijo. Zato so potem stvarniki ustvarili določene naprave, sisteme živali, ki so igrali vlogo vohunov, nadzornih naprav, da so lahko oni dobili določeno povratno informacijo. Seveda so potem ta bitja, te stvarniki spoznali v nekem določenem času, da tudi ta njihova energetska dimenzija ni rešitev za nek obstoj, ker s tem, ko so se oni ločili od fizične dimenzije, so se ločili od vira življenja, kajti vse življenje je izviralo oziroma izvira iz fizičnega, za katerim so oni upravljali,
je bila v bistvu vir življenja in tudi vir energije za napajanje njihovih dimenzij obstoja. Zato so se potem te dimenzije v zadnjih letih, ko se je odprl meddimenzijski portal, počistile in sedaj ta bitja tudi sodelujejo pri tem, da bi se zopet ustvaril odnos enakovrednosti vseh živih bitij, da ne bi več oni igrali vlogo nekih bogov, nekih stvarnikov, mi pa, da bi bili sužnji, ampak da vsi postanemo enakovredna živa bitja in da se vsi obnašamo odgovorno do drugih bitij, do drugega, da se ne bomo več sovražniki, ampak prijatelji. To od nas ljudi zahteva v prvi vrsti osvobajanja od teh slepil in sistema nadzora, ki se imenuje umsko-zavestni sistem, ki nam proizvaja misli in čustva in občutke, da se bomo lahko integrirali z svojim fizičnim telesom, ki predstavlja življenje, in da bomo lahko potem odgovorno upravljali z našimi telesi. Ker sedaj smo v ločenosti od naših fizičnih teles in ne vemo niti, kaj je kakšna potreba, kaj našemu fizičnemu telesu manjka, ampak smo samo neki pasivni potniki, upravljamo z njim, predvsem zato, da bi zadovoljili naše potrebe po energetskih občutkih, po čustvih. Zelo zanimivo, ne? Tudi simbolika pajkovih mrež, kako so se preko pajkovih mrež sistemi programirali v tem stvarstvu in kako lahko pajki se premikajo zelo lahkotno po celem svetu, kako lahko letijo po zraku, pridejo na določene dele planeta preko določenih zračnih kanalov. Skratka, pajkovo življenje je izredno zanimivo, zato vam predlagam, da si še vi poslušate te intervjuje za pajki, da boste izvedeli še bolj podrobno, kakšen je njihov izvor, kakšna je bila njihova funkcija in kako pajki funkcionirajo trenutno, kakšna je njihova trenutna vloga na tem svetu in kaj se seveda lahko od njih naučimo. Povezave do teh audio meddimenzijskih intervjujev najdete v opisu tega posnetka, tako da si le pogledajte in si jih poslušajte. Nasvidenje.